Gledate oddajo Klepet ob kavi. Moški naj bi bil tisti, ki daje, tisti, ki nudi, ženska pa je tista, ki sprejema, tako energijsko gledano. In zanimivo je, da pri ženski se splača na več nivojev potruditi, da tisto, kar ji ponudimo, da tisto, kar ji damo, da je res premišljeno, da je nekaj, kar je točno za njo. In tukaj seveda to vsekakor ni materialno pogojeno, ampak je bolj pogojeno s tem, da zadaneš točno tisto, kar bi bilo njej všeč, kar bi dejansko najbolj pobožalo njeno dušo. In evo, že meseca novembra smo dejansko začeli v naši ekipi razmišljati, kaj bi bilo tisto, kaj ne bi bilo tisto, in ženske smo imele seveda pri tem ta glavno besedo, glede na to, da našo ekipo pri Klepetu ob kavi tako in tako bolj ali manj sestavljamo ženske. In evo, najprej smo začeli tole raziskovanje in vse te nasvete sestavljati s tem, da smo spraševali ženske, kaj je najlepše darilo, ki so ga dobile, in katero je najlepše darilo, ki so ga dale. Pa dajmo za sam začetek pogledati, kaj so odgovarjale, katera so bila tista najlepša darila, ki so jih dobile. V bistvu najlepše darilo, ki sem ga prejela letošnje leto, ki mi ga je na nek način moj partner podaril, je to najina hčerka Arven, ki je trenutno vesolje mojega sveta. Drugače pa eno izmed zelo lepih presenečenj kot darilo sem dobila od najboljše prijateljice in celotne družine in prijateljev. Za moj 30. rojstni dan so mi naredili zabavo presenečenja. V bistvu jaz bi naj šla nekomu za presenečenje 5, dejansko je bila pa moja zabava presenečenja in je to bilo nekaj nepozabnega in najbolj čudovitega. Moje najlepše in najboljše darilo, ki sem ga kdajkoli v življenju dobila, je bilo to, ko mi je moj oče, ki je umiral, povedal, da je on tisti, ki ni zmogel vzpostaviti odnosa z mano. In to je bilo tisto, kar mi je najbolj pomenilo največ v življenju. Bivši fant, recimo tako ena pozornost, ki mi je bila ful wow in vedno se spomnim, smo bili v Parizu. In on je itak vsako potovanje, ki smo šli, je bilo vedno presenečenje. On je to vse zrihtal in smo šli. In jaz sem bila v Parizu in sem mu razlagala, da bi si želela iti v Versailles, pogledati pač palačo, ne, versajsko. In on je v bistvu že vse zorganiziral. Jaz sploh ne vem, kdaj je on to slišal in kdaj sem jaz to njemu že prej povedala, sploh se nisem zavedala. In on je meni rekel, pripravi se, gremo. In jaz, kam? Gremo, kao, imamo vse zorganizirano, vse je natempirano, moramo iti. In jaz pač smo se sedli v vlak in tako naprej, nisem nikoli pomislila, da bo to kaj takega. In pol samo slišiš v vlaku kao Versailles, kako oni temu rečejo. In tako mi je bilo, veš, ful wow. Zato, ker v bistvu on je ful sledil temu, kaj si jaz želim in je to vse izpolnjeval. Tako da to je ena taka zgodba, dajmo reči. Najljubše darilo, ki me spremlja že kar nekaj let, so moji sodelavci in moja družina. Brez njih moje življenje bi bilo sigurno drugačno, tako poslovno kot privatno. Tako da zelo sem hvaležna in vesela za vse moje, ki me obkrožajo. Torej je treba biti pozoren, mogoče že prej, če hočeš dejansko najti tisto darilo, ki bo za dušo. In tako lepo je opazovati, velikokrat se namreč zgodi, da na vikend za dušo pridejo ženske, ki so dobile to kot darilo od svojega moškega oziroma od družine ali pa od kakšne res dobre prijateljice, ki je prišla kar z njo. In se mi zdi, da take stvari, ki dejansko žensko usmerijo v to, da bo bolj raziskala sebe, da se bo bolj začela ceniti, da bo bolj začela sprejemati sebe in raziskovati, najde še kakšne nove radosti, mislim, da je to tisto čisto pravo. In evo, tole darilo je na prvem mestu že kar nekaj časa, in sicer rodovna knjiga žensk, ki se v originalu nahaja v tele škatli s tako boginjo, lahko pa seveda dobiš tudi brez tega, ampak to nima zdaj veze. Veza ima, da rodovna knjiga žensk pomeni, da je to nekaj, kar ženske začnejo zapisovati znotraj neke družine. Se pravi, ko je tole prišlo v mojo družino, je najprej izpolnila moja babica, ker je najstarejša živeča v moji družini ženska.
in potem je to dala dejansko moji mami. In ko bo to moja mama izpolnila, gre naprej moji sestri, ki je starejša, in potem pride do mene in potem bo rodovna knjiga šla naprej moji hčerki Gaji, predala pa ji bom o posebni priložnosti, ali bo to, ko bo dopolnila 18 let, ali bo to, ko se bo, ne vem, ali poročila, ali kakorkoli. Skratka, rodovna knjiga žensk je kot nekak družinski album, namenjen samo ženskam, čeprav noter razlagaš, govoriš o različnih zadevah, od receptov do zelo pomembnih tudi zadev in na takšen način tudi vidiš določene vzorce, ki se morda ponavljajo, tako da res fina zadeva, no. Smo pa na to temo posneli tudi en tak kratek informativni filmček, kajti to je cela znanost, ki je dejansko za rodovno knjigo, pa dajmo si jo pogledati. Se družinski problemi in težave lahko dedujejo? Je možno, da ženske v družini dedujejo nezvestega partnerja, gen zapuščene ženske? Bo hči naredila iste napake kot njena mama in babica? To so vprašanja, na katerega odgovor ima danes tudi znanost, čeprav so se naši predniki že od nekdaj zavedali, da ne dedujemo samo bolezni, ampak tudi družinsko srečo in nesrečo. Psihogenetika je znanost med psihologijo in genetiko, ki se ukvarja ravno s tem. Nastanek psihogenetike kot znanosti so namreč sprožile ugotovitve, da človek od svojih prednikov ne deduje le bolezni, ampak tudi določene načine mišljenja, čustvovanja, delovanja. Tako je ključno poznavanje družinskih zgodb naših prednikov, še posebej po ženski rodovni liniji. Pogovorite se s svojimi starši, starimi starši, kakšno je bilo njihovo življenje, kakšna prepričanja so imeli, kako so rodili vaše starše, v kakšnem okolju so živeli, kaj so jedli. Vse to je bistvenega pomena, zato si je pametno vse to tudi zapisovati in najstarejši ženski vašega rodu predati žensko rodovno knjigo, ki se z zapisi žensk prenaša iz roda v rod. Je družinski način spremljanja psihogenetike, ki se ukvarja z iskanjem prednikov oziroma raziskovanjem družinske zgodovine in iz teh podatkov išče odgovore na vprašanja, na katera pogosto ne najdemo odgovora. Čemu poštenjaki živijo v revščini, nepošteni pa so bogati? Zakaj nedolžne doletijo različne nesreče, malo pridneže in prevarante pa spremlja sreča? Natančna analiza tragičnih izkušenj naših prednikov in osvoboditev od njihovih napak daje človeku možnost nekega ponovnega rojstva. Problemi in težave se vlečejo iz roda v rod, vse dokler jih ne prepoznamo in ozavestimo. Genski zapis je namreč koda, ki jo lahko spremenimo le pod pogojem, da jo poznamo, da torej poznamo življenjsko zgodbo naših prednikov. Naše zdravje in bolezni, čustva, značaj in usoda se prenašajo iz roda v rod kot štafetna palica. Evo, toliko o psihogenetiki in temu, kako pomembno je, da se ženske bolj spoznamo. In če pogledate tako nasploh, vsa ta darila, ali je to, ne vem, zapestnica, ogrlica, ali ne vem, nek serum ali neki, ne vem, karkoli, vse je na to temo, da ženska neguje sebe, da si vzame čas zase. In mislim, da je to definitivno darilo v pravi smeri. Zakaj? Zakaj? Enostavno zaradi tega, ker ženske v današnjem sodobnem času smo precej obremenjene in doma in v službi in povsod dejansko in dobesedno se je treba disciplinirati in si vzeti čas zase in zato so tudi darila seveda povezana s tem. In ena stvar, ki sem jo v letu 2020 začela delati in za katero sem v letu 2020 tudi izvedela, je to, da se lahko dejansko pomlajujem s selenitom in ne samo, da ga uporabim za obraz, ampak tudi za veliko ostalih stvari. Selenit je namreč res ženski kamen, ni drag, je zelo dragocen, ni pa dejansko drag in je krasen pripomoček. Dejansko nekih dragih krem ne potrebuješ pa nekaj časa in pa tale krasen selenit, torej selenit se tole imenuje, tudi tak manjši obstaja in to se mi zdi, da je res tako lepo darilo za žensko dušo. In hvaležna sem Darji Furek, zaradi nje sem dejansko to spoznala in v oddaji je marsikaj povedala o tem, ta oddaja je tudi na voljo na YouTube kanalu. Dajmo pogledati.
Mi je žal, da nisem svojega vzela zraven, ker ga res zelo, zelo skrbno cenim in pazim nanj. In zdaj si ljudje verjetno mislijo, to je zdaj nek kristal, ki stane 300 evrov. Ne, tole par 10 evrov pa si dejansko tam. To je to, to sploh je dragocen. Ni drag, je pa dragocen. Tako, take stvari imamo radi. Pa deva. To je to, zelo uporabno. Tako, toliko o selenitu, kot sem rekla, tudi v manjši obliki obstaja in kaj takega res poboža žensko dušo, drugače pa tole bi zelo priporočala za veliko stvari. Tudi spanec je dejansko boljši, selenit je tak res zanimiv kamen in ne smemo ga pa v vodo dajati, no, ker se dejansko lahko stopi. Krasen je, prav tak. Žameten, da poboža. Evo, kot smo rekli, da smo sestavili tale seznam najbolj iskanih, najboljših, najbolj originalnih daril v letu 2020 oziroma za praznike 2020-2021, smo precej raziskovali in spraševali. Slišali ste že, ko smo spraševali ženske, katero je bilo najlepše darilo, ki so ga dobili, smo pa poprašali tudi moške, katero je bilo tisto darilo, ki jih je za katerega so se mogoče najbolj potrudili? Najboljše darilo, ki sem ga podaril nekomu, je bilo po mojem mnenju potovanje, ker v bistvu je bila motivacija, da sam grem na to lokacijo, ne? In potem, da pridem na to lokacijo, sem moral podariti. Tako da, ker sem sam velik oboževalec potovanj in raziskovanja novih kultur in arhitektur in vsega, kar je nepoznano, sem podaril potovanje in je bilo res fenomenalna izkušnja in zdaj imamo v bistvu tudi tradicijo. Sem potem prenesel na moje starše in na mojega brata in njegovo ženo, da vsako leto dobijo za božič, novo leto, tako je združeno darilo in kupim letalske karte in potem gremo enkrat na leto nekam skupaj. Pa smo bili v Barceloni, pa Parizu, pa Londonu in tako naprej. Zdaj prepričujem za Dubaj, upam, da uspe, držite pesti. Najlepše darilo, po mojem, sem dal mami za njen rojsten dan, ker ona je taka strastna bralka sobotne priloge in prvi prispevek, ki sem ga imel takrat kot nek novinc na delu sobotne priloge, je bilo točno na njen rojsten dan in tako da, to je po mojem to. Jaz bi vam pa v bistvu dal en nasvet, kaj ne podariti ljubljeni osebi. Ne iti v drogerijo, pa kupiti paketko in not parfum, sprej pa deodorant, ker to je res neosebno in tisti, ki reče, da je ful vesel tega, se vam zlaže. Naprimer, jaz sem bil najbolj srečen, ko me ena punca za okrog mojega rojstnega dneva povabila k sebi domov, kao podarilo in sem stopil noč čez vrate, v bloku je bilo in to, ko sem odprl vrata, so začeli baloni ven leteti. In torej celo stanovanje je prepravila z baloni, tako da sem se mogel boriti, da sem prišel do nje. In na koncu bila torta, ki jo sama spekla. Ne vem, če je bilo najboljše, ampak ko je moje dekle prvič prišlo k meni domov, je vstopila not in rekel, wow, koliko imaš lepo, koliko imaš grdo sliko na steni. Neka račka je bila. No, to je bilo darilo, ki ga je dobila za božič. Tako in to so zagotovo najbolj originalne ideje, tiste, ki so narejene točno za to žensko. Zdaj, na koncu koncev moški, če niste v tej poziciji, da bi nekaj dejansko zapravili, ne, za žensko, potem lahko naredite že to, da ji date masažni bon za masiranje in jo zmasirate in ji pripravite kosilo ali pa mogoče, ne vem, včasih bi bil zelo dober bon zame za čistilko recimo, ne? Take zadeve, ne? Originalne. Zdaj imamo letos veliko več časa kot prejšnje leto, tako da se lahko mogoče malo bolj spomnimo česa boljšega, da smo malo bolj originalni. Evo, in če je to ženska, ki jo zanima samo raziskovanje, ki jo zanima osebna rast, ki jo zanimajo mogoče tudi kakšne take bolj duhovne tematike, potem je nekaj novega in nekaj zelo zanimivega tole. To so karte, resnica ali izziv. Ženska se lahko to igra dejansko sama, lahko pa se igra s partnerjem oziroma s komarkoli že. In karte so narejene na takšen način, da ima vsaka karta in resnico in izziv, ne, odvisno kaj izbereš, a ne, in pomaga, da osebno zrastemo, da spoznamo bolj same sebe, da spoznamo bolj drugega in seveda polno izzivov, taka res razvedrilna duhovnost, tako da tole smo tudi uvrstili na seznam novosti in seznam najboljših daril za ženske v letu 2020-2021 za praznike, tako da evo, resnica ali izziv. Uvrstili
pa smo seveda tudi pomlajevalni serum. Zakaj pomlajevalni serum? Zaradi tega, ker ženske se rade majčkeno razvajamo in pomlajevalni serum, predvsem vrtnico ali pa smilj, smo uvrstili zato, ker je ekološka zadeva, ker je zelo, zelo krasna, zato ker ženske imamo rade, da se samo negujemo in zaradi tega, ker tale stvar, mislim, ženske imamo rade to, no. Predvsem govorimo o naši ekipi in tale, ki je naredil Amon in Anis, je res krasna zadeva. Poleg tega sta Amon in Anis, ki sta v bistvu Matic in Katarina, sta zapustila Slovenijo, tako da to je res še zadnja priložnost, da prideš do tega seruma, kajti potem ga ona dva ne bosta več izdelovala, tako da jaz sem si kar naredila svojo zalogo, definitivno. Je pa fino, kajti takrat, ko si nanašamo to stvar gor, lahko res dobro začutimo in olje in svoje. Skratka, fajn zadeva. Na seznam najboljših, najbolj originalnih daril 2021 pa smo vključili tudi hvaležnico. Hvaležnica, to je tako skromno darilo, ki pa daje veličastne učinke, veličastne efekte na življenje. Hvaležnica ni navadna beležnica. Hvaležnica je v bistvu orodje za izvajanje res najmočnejše tehnike na svetu in to je pisanje hvaležnosti. Zdaj na začetku v hvaležnici nekaj strani, zakaj to ni navaden zvezek, zakaj bi pisal hvaležnico, koliko moraš napisati, kaj moraš dejansko napisati in potem prostor, da napišeš vse te stvari. Torej, hvaležnica je beležnica, kamor zapisuješ torej dnevne hvaležnosti in kot smo rekli že velikokrat, to je najmočnejša tehnika in še toliko bolj pomembna za to obdobje, v katerem se dejansko nahajamo zdaj, kajti ravno v tem času imamo na vsakem koraku take in drugačne novice, ki nas lahko precej spravijo v slabo voljo in nam nižajo vibracijo. Hvaležnost pa je tista, ki nam dviguje vibracijo in na takšen način tudi ustvarjamo drugačno realnost, drugačen model sveta. In sama sem začela leta in leta nazaj pisati hvaležnice in ko sem začela pisati svoje dnevne hvaležnosti, se je moje življenje še bolj obogatilo, še bolj oplemenitilo in ne samo za ženske, tole je tudi krasno darilo za moške oziroma krasna tehnika za moške. In sama sem začela tako, da sem si kupila res lep zvezek, lepo pisalo, da me je navdihovalo, ko sem zvečer to zapisovala in potem kasneje smo to tudi ustvarili. In seveda sedaj na seznamu poleg vseh ostalih idej za darila za žensko 2021. Tako da fajn zadeva in zelo priljubljena tudi za, se veste, ne? Za vse ostale stvari, za poslovna darila. Evo. Potem pa smo na seznam letos vključili tudi nekaj, kar nikoli do zdaj še nismo, in to so spletni dogodki, spletna predavanja, spletne delavnice. Tega včasih ni bilo, zdaj pa je tega veliko, sploh zaradi tega, ker so ukrepi, so omejitve take in drugačne. To pa ti omogoča, da dejansko v udobju svojega doma, ob povsem svojem času, mogoče ko otroci zaspijo, kakorkoli, si lahko pogledaš nekaj, kar te opolnomoči, nekaj, kar te navdihuje, nekaj, kar te nauči kaj novega. Tako da, evo, spletna predavanja, tečaje, delavnice smo vključili na seznam takih zaželenih najboljših daril za ženske leta 2021. Dodali pa smo tudi orgonit. Zakaj? Ker je to zadeva, ki je za dom, ker smo veliko doma, ker imamo več komunikacije, zato da se uravnava vse skupaj, da imamo boljše vzdušje torej doma in seveda, da tudi pijemo boljšo vodo, kajti tukaj se voda tudi uplemeniti, ko jo damo gor. Torej, kaj vse smo vključili v ta seznam? Vključili smo in zaupali smo od vseh tistih stvari, ki so dotične za žensko, ki jo boste obdarovali, torej zgolj in samo za njo, to je lahko nekaj popolnoma drugačnega, nekaj povsem
majhnega ali pa nekaj povsem nematerialnega, to so zagotovo najboljša darila. Potem pa smo vključili tudi hvaležnico za zapisovanje hvaležnosti, karte resnica ali izziv, vključili smo za samo negovanje selenit, vključili smo spletne dogodke, tečaje, delavnice, vključili smo rodovno knjigo in vključili smo orgonit, vključili smo bone, ki jih sami napišete za čiščenje, za masažo. Skratka, kdor išče, ta najde. Najslabše, kar lahko podariš, je denar ali pa mogoče gel za tuširanje ali pa darilni set nekih takih kozmetičnih zadev. Tako da, evo, dajmo se potruditi, letos je posebno leto in seveda, kot vsi ostali, tudi mi priporočamo, da letos svoja darila naročite preko spleta in izkoristite brezplačne poštnine.